Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Domžalah, kjer se bo kmalu začela tekma 31. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku ob Kamniški Bistrici se bosta pomerili ekipi Domžal in Kopra. V 9 odigranih tekmah, eno je odigral za Maribor, 8 pa torej za Koper, zdaj pa krasna akcija Kahima Perisa. Peris se spusti v prodor in mimo desne vratnice sprožil Kahim Peris. V prve pol ure igre dosegel samo 18% od vseh svojih zadetkov. 9 golov, torej v prvih 30 minutah. V zadnjih 30 minutah pa so Kanarčki dosegli 22 golov, priložnost za Domžale. Vratnica se je stresla, je tehnično zelo dobro podkovan. Šušnara do žoge, pa Kotnik. Andrej Kotnik strelja, dober poskus, brani Mihelak. Tretji kot na tekmi za Koprčane. Ali lahko zdaj zapretijo Primorci? Vešnar Tičič pred vrata, priložnost, gol! Gol za Koper, Lamin Koli! 1-0 vodijo Koprčani, na tretji zaporedni tekmi je Gambijec meril polno. To je njegov 9. zadetek v letošnji sezoni, ker je dodal še asistenco, je to njegova jubilejna 10. statistična dobrina v tem tekmovanju. In tule so 4 navijači Kopra, če sem prav prištel, ki se seveda veselijo zadetka. Lamin Koli pa potrjuje dobro formo. Tule vidimo sijajnega Kolija, Vešnar Tičič ga bo ponovno iskal s kota. Vešnar Tičič, dobra podaja, odbija Mihelak. Ni še konec, Rajčevič je prišel do skoka, potem Peris do strela, Kotnik je tu in zgrešil je Andrej Kotnik. Koli se bori, pred Dobrovoljcem je prišel do žoge, kaj bo zdaj dosodil David Šmajc. Zgolj rumeni karton za Dobrovoljca. Zdaj so se gotovo ustrašili v taboru Domžal. Dejanu Đuranoviću se je zagotovo povišal srčni utrip, ampak spremenijo odločitev. Videli bomo, kako bo v tem primeru. Močno je zadišalo po rdečem kartonu. Prepričan sem, da bi sodniki lahko argumentirali tudi rumeni karton. Ja, rdeči karton ima v rokah in Dobrovoljc bo izključen. Tole Dobrovoljski bo šel predčasno pod prho, še vedno sicer nismo videli počasnega posnetka. V Domžalah pa nekako čakajo drug na drugega, tu je Jaša Ragić, spremlja ga Koli, še seveda Jaša Ragić, bivši nogometaš Ilirije, krasno za Kolija, Lamin Koli, brani Mihelak. Levo se mu odkriva Husmani. Previdni so Koprčani pri pokrivanjih, tole je priložnost. Do strela je prišel Slobodan Vuk, toda Golubović je bil na mestu. Dejan Đuranović, v prvem polčasu so vaši fantje pokazali dobro igro, bili so borbeni, zdi se, da so se držali vaših principov. Kje je potem zmanjkalo v drugem polčasu? Mislim, da smo nekako po pričakovanjih tekmo začeli in tudi v prvem polčasu nekako kontrolirali igro, nemogočili Kopru, da je prišel do tistih svojih nekih priložnosti oziroma posebej pri njihovi tranziciji, ker so zelo nevarni. Nekako iskali neke priložnosti, v prvem polčasu imeli tisto priložnost stativo, potem pa v drugem polčasu ena prekinitev, ki je pomembna v taki tekmi, šla na stran Kopra, rezultatska prednost, ampak vseeno smo nekako poskušali obrniti tekmo v našo prid, vendar pol še po izključitvi z igralca manj. Je bilo to težje, smo poskušali, smo hoteli še igrati, ampak tudi Koper je nekako kontroliral igro, mogoče ni ustvarjal nekega pritiska, čeprav ima igralca več, je pa nekako kontroliral tekmo, tako da tudi mi nismo prihajali do nekega velikega pritiska, tudi težje je bilo z igralca manj, tako da tekma se je pač tako zaključila, Koper je izkoristil svojo priložnost in zmagal, jaz sem čestitam. 8. tekma, na kateri niste uspeli zmagati, imeli ste tudi precej nesreče v zadnjem obdobju. Ali verjamete, da se bo kolo sreče zdaj obrnilo, ko prihaja pokalno tekmovanje?
Ja, res je, dolgo obdobje, ko smo brez zmage, na nekaterih tekmah smo se sigurno zaslužili več, ampak nekako smo v zadnjih tekmah namensko dali priložnost tudi igralcem, ki so imeli manjšo minutažo, da jih mogoče malo izprobamo, da vidimo, kako lahko na koga računamo. Je pa usmerjeno vse seveda v tekmovanje v pokalu, želimo si odigrati dobro tekmo, jaz verjamem, da bodo fantje osredotočeni in da se bodo pripravili na to tekmo, da se v tem razmišljanju, da bomo v sredo bili pravi, vemo, da nas čaka težka tekma, da si vse 4 ekipe v polfinalu želijo priti do konca, ampak jaz verjamem v našo ekipo in tudi fantje verjamem, da vase, da lahko prikažemo dobro tekmo in da nam je cilj, da prijemo finale. Nova izjemno pomembna zmaga v boju za naslov. V tej sezoni smo sicer že videli boljši Koper, ampak verjetno vas zelo veseli dejstvo, da ste po doseženem golu dobro nadzirali potek tekme in da tekmecu niste dopustili niti ene priložnosti. Ja, res je. Mene veseli, da smo se prilagodili igrišču, kajti igrišče je res v slabem stanju, tako da smo bili, jaz temu pravim, pragmatični, se pravi, čakali na te svoje priložnosti, nasprotnikov nismo dali veliko in ne glede na vse, mislim, da je zaslužena zmaga. To je 4. vaša zmaga na tem igrišču, 10. tudi gostujoča. Kaj je razlog, da na tujem igrate toliko bolje kot doma? No dobro, jaz se tle ne bi strinjal. Več točk smo vzeli v gosteh, mislim, da mi igramo isto, zdaj včasih ti igrate, včasih ne, ampak tudi nekaj se nasprotnika vpraša, se pravi, tudi odvisno s kom igraš, ampak mene kar veseli, da se vidi naš napredek v igri in da smo tekmovalni. Zdaj prihaja pokalni obračun, kakšen Koper lahko pričakujemo tam? Jaz verjamem, da pravi, se pravi, za nas ni prijateljskih tekem, vsako tekmo gremo na polno in bomo videli, kakšen bo rezultat. Ob meni je Žiga Repas, nogometaš Domžal. Danes je bilo, se mi zdi, zelo naporno z vaše strani, ampak zanima me, ali ste bili z glavami že preveč pri pokalni sredini tekmi? Ma ne, mislim, da ne. Mi gremo tekmo po tekmo. Ta tekma nam je bila zelo pomembna. Se bi zmago bila dobra priprava na pokal, ampak vseeno, nažalost smo iz ene napake dobili gol in nažalost je bilo to končni izid. Če gledamo samo priložnosti, je jih imel Koper precej več kot vi. Kako je bilo v tistem napadalnem delu? Kaj je bil razlog, da se niste vi ustvarili toliko priložnosti, naprimer kot Koper? Ja, mi smo Koper malo počakali v zadnji. Vemo, kje je preži nevarnost. Poskušali smo iz teh priložnosti, ki si jih bi preigrali, da bi jih izkoristili. Nažalost jih nismo in to je na koncu previslo. Sedaj vas sredi tedna čaka pokal, odhajate v Ljubljano k Bravu. Morda sedaj takoj po tekmi, kakšna tekmo čakate oziroma kaj lahko pričakujete? V Ljubljani bo ena trda tekma, živčna tekma, ampak mislim, da imamo dovolj kvalitete, da tekmo dobimo in da uresničimo svoj cilj, kar je zmagati pokal. Žan Žužek, še enkrat čestitke za zmago, pomembna zmaga za vas v boju za naslov. Sedaj ste za Mariborom samo še točko, za 1-0 ste premagali Domžale. Kako ste videli vi tole srečanje v Domžalah? Ja, ena kompaktna tekma. Mislim, da smo celotno srečanje kontrolirali nekako igro in na koncu zasluženo zmagali. V zadnjih 20-15 minutah se je zdelo, da je kar nekaj nogometašem pošlo moči. Kako ste videli ta del? Je bilo zelo naporno? Ja, ritem je dosti zgoščen, ampak mi se ne smemo na to ozirati. Vse ekipe igrajo tekme tako, da moramo se zdaj dobro pripraviti na naslednjo tekmo in iti na zmago. Sedaj vas čaka sredi tedna pokal, verjetno tudi tam lahko veliko dobite, glede na to, da se lahko uvrstite v finale pokala in na to seveda naprej v Evropo. Ja, sigurno ena pomembna tekma. Mi probamo iti s tekmo v tekmo, se skoncentrirati na vsako naslednjo tekmo in tako bo tudi zdaj naslednjo proti Celju. Samo tole še, znova se zadržali nič do zadaj, verjetno je to za vas kot za branilca pomemben podatek. Ja, sigurno je pomemben podatek. To je nek temelj naše igre, da probamo biti kompaktni v obrambi in potem vemo, kakšno kvaliteto imamo za naprej, da lahko rešimo tekmo.